Že samo ime razstave Mateja Mihevca in Liare Tisoni v Medianox galeriji v Mariboru je zelo pomensko. Kambrijski vmesniki referirajo na geološko obdobje Kambrije, kjer se zgodi zelo zanimiv proces masovne oksigenacije, kjer cianobakterije v atmosfero vnesejo ogromne količine kisika ter pri tem sprožijo ne le masovno ekstinkcijo življenja, temveč vznik kompleksnih oblik življenja. In to je trik oziroma zanimiva paralela, ki preči naravo in tehnologijo in katere procese vidimo tudi v podobnih obdobjih, ki so na zanimiv način izven časa in ki na zanimiv način koristijo novo vzpostavljen potencial, novo ekološko nišo, ki ga različne oblike življenja, različne adaptacije koristijo. V tem smislu in ko gledamo te 4 objekte Mateja in Liare, vidimo na delu podoben proces, ki nas seveda spomni na konec 90-ih let in začetek 2000-ih, kjer je podobno eksperimentiranje s tehnologijo in podoben utopičen potencial, ker so različni eksperimenti bili mogoči, bil prav tako obstoječ. V tem smislu se je zanimivo zazreti 20 let nazaj in spremljati različne kreacije, vznik različnih vmesnikov, hologramov, osebnih asistentov, ki kontra trenutni rabi tehnologije radikalno zaobidejo funkcionalnost in bolj kot kaj drugega naslavljajo utopičen potencial oziroma neke nove možnosti, ki jih nova, recimo temu posthumanistična doba omogoča oziroma ki jo ti anticipirajo. V tem smislu je absurdno pomisliti, koliko bi te stvaritve lahko bile uporabne, saj recimo šele z vznikom tako kompleksnih jezikovnih modelov, kot je GPT-3, OpenAI, lahko kaj takega, kot je osebni asistent, postane realnost. Tako da tu je več kot očitno na delu nekaj drugega. In projekt Mateja Mihevca in Liare Tisoni ravno zasleduje ne toliko samo tehnološko implementacijo, ampak vznik nekega novega horizonta, recimo temu nove atmosfere oziroma afektivne krajine, kjer se kaj takega, kot je recimo alternativna prihodnost, alternativna raba tehnologije lahko uresniči, kjer je ta kreativni presežni potencial lahko naslovljen oziroma koriščen. In zanimivost tega obdobja, ki terja fascinacijo tudi pri umetnika, je ravno v tem, da je povzročil vse te nepredvidljive mutacije, ki so bile zelo kratkotrajne in ravno zato hitro pozabljene. In tu je zanimivo se spomniti na to gesto in potencialno najti paralelo s novim stanjem, ki prihaja recimo med rezonanco med internetom 1 in internetom 3, ki potencialno na podoben način iste prijeme in iste tehnike uporablja. In v tem smislu lahko tudi razumemo provokacijo, ki jo Matej in Liara zastavita gledalcu, ko ga na nek način soočita z dejstvom, da stopi v kontakt z vmesnikom, da razkira to gesto, to povezovanje, ki ravno udejanja nek proces transformacije oziroma ki ravno anticipira novega gledalca in ga s tem preobraža, ki ravno cilja neko novo potopitev in neko novo interakcijo z objekti, ki nas obdajajo in z vzpostavitvijo potencialno novih protez, ki nam omogočajo nova soočenja, nova občutja in nasploh novo relacijo z objekti, ki nas obdajajo. In na podoben način vsak izmed teh 4 objektov oziroma spekulativnih vmesnikov
napoveduje neko specifično zgodbo, neko različno verzijo prihodnosti, ali pa lahko tudi gledamo kot različne med seboj tekmujoče prihodnosti, ki so pred nami in s katerimi se soočamo. Thank you.